Mestna občina Maribor oziroma njen varnostni sosvet ter varnostni sosveti v mestni četrteh in krajevni skupnosti so dejansko primer dobre prakse in zelo dobrega sodelovanja med mestno občino Maribor in policijsko pravo Maribor. Policija je z uveljavitvijo zakona o redarstvu tudi formalno dobila partnerja pri zagotavljanju javne varnosti v lokalni skupnosti. Dejstvo je, da tudi zakon o redarstvu opredeljuje, da občinski zvezd sprejme občinski program varnosti, ki se tudi letno ažurira in ki je temelj za oblike in vrsto dela mestne redarske službe. Današnji podpis protokola o sodelovanju z mestnim redarstvom mestne občine Maribor in policijsko pravo Maribor je še en dokaz več, da si želimo skupnega sodelovanja in dejansko pomeni samo formaliziranje že sedanjega dobrega sodelovanja med tema dvema službama. Veselim se tega, da bomo sodelovali predvsem v okviru preprečevanja vandalizma in vseh ostalih deviantnih ravnanj, ki kakorkoli vplivajo na splošno varnost oziroma splošno javno varnost. Kaj mi lahko v redarski službi pridobimo od policije? Vsekakor so to dolgoletne izkušnje policistov, vsekakor se lahko občinski redarji nekaj naučijo iz teh izkušenj, ugotovijo tudi pomanjkljivosti oziroma neke predvidijo določene morebitne zaplete pri uporabi prisilnih sredstev in seveda, da se na tak način tudi nekako, bom rekel, uveljavijo v našem prostoru, da bodo ljudje dejansko potem tudi nas oziroma občinske redarje, tako kot policiste, spoštovali kot uradne osebe. Redarji se na usposabljenih, rednih usposabljenih, ki jih morajo opraviti, na koncu usposabljanja seveda preizkus znanja, morajo opraviti, če želijo opravljati naloge občinskega redarja. Na tem usposabljanju pridobijo določena osnovna znanja, ki jih pa v mestni redarski službi mestne občine Maribor vsekakor tudi obnavljamo, namreč mesečno se naši redarji udeležujejo tečaja, ali pa posodabljanje znanja z področja borilnih veščin, predvsem z področja samobrambe in kako tudi obdržati oziroma obvladati kršitelje. Se pravi, izobraževanja so bila, še vedno potekajo dodatne izobraževanja, od policije pa lahko pridobimo zgolj še dodatne izkušnje na tem področju. Pa v praksi je to pogosto? Ne, v praksi se, vsaj iz naših izkušenj enega leta oziroma 11 mesecev, kolikor ta pooblastila smemo uporabljati, bom rekel, ni bilo potrebe potem, da bi uporabljali to vrstna prisilna sredstva. Namreč vsi, ki so bili kakorkoli v postopkih in bi more biti lahko do tega prišlo, so nekako upoštevali zakonite